Pozdravljeni. Pred nami je letos že 7. komentar novic. Tokrat si bomo, kot ponavadi, pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat nobenih sprememb. Ustavili se bomo pri 4 različnih temah. In kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice v opisu. Kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, ponovili smo pravila, tako da se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Prva današnja tema se bo dotaknila članka, ki bo zanimal marsikoga izmed vas. Namreč 18. februarja smo lahko na italijanski verziji spletnega portala motosport.com prebrali, da so baje motor z notranjim zgorevanjem Mercedesa premerili tudi na zvišani temperaturi. Govora je seveda o merjenju tistega znanega kompresijskega razmerja. In kot poroča avtor, motor z notranjim zgorevanjem so najprej segreli na 115 stopinj Celzija, ga nato ohladili do 95 stopinj Celzija in premerili. Ugotovili so, da je popolnoma skladen s tistim, kar velevajo pravila. In tu je treba najprej poudariti, da gre za govorice, da ni nič uradno. Ampak marsikdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj so merili pri 95 stopinjah Celzija in ne više. Treba je povedati, da se kompresijsko razmerje meri, da je bilo potrebno razstaviti pogonski sklop. In že to, da jim je uspelo pri 95 stopinjah Celzija, menim, da je kar velik podvig. A bistvo je nekje drugje. Namreč, koliko člankov smo lahko prebirali o tem, da je motor z notranjim zgorevanjem Mercedesa nelegalen, da ima višje kompresijsko razmerje od onega dovoljenega. Sedaj, kot je rekel Toto Wolff, se je mnogim zaprlo usta, kajti nimajo verjetno nobenih argumentov. A videli bomo, ali bodo začeli razni avtorji zopet histerično vpiti, da gre za prevaro. A upam, da tokrat ne. Poglejmo si raje, kaj sem pripravil za drugo današnjo temo. Na spletnem portalu Planet F1 smo lahko 17. februarja zasledili novico, kjer piše, da bo Alex Dan morda prestopil k sniški akademiji Alpina. Verjetno široki publiki ime Alexa Dana ni toliko znano, ampak v sezoni 2025 je bil eden izmed glavnih v Formuli 2. Bil je v vozniški akademiji McLarena. Iz nje so ga dobesedno izgnali, oziroma je odšel sam sredi sezone, ter govorilo se je, da ga je k Red Bullu zvabil sam Helmut Marko. Ampak ker Alex Dan ni bil všeč šefom Red Bulla, so mu
izplačali odškodnino $600,000. Samo zato, da ne bo nosil njihovih barv. In sedaj ga videvamo pri Alpini, kjer pa je ena večja zapreka. Namreč Alex Dan nima 40 točk za super licenco in je tako za ekipo iz Enstona rahlo neuporaben. In zopet se lahko začnemo spraševati, kaj se gre Flavio Briatore. Znana nam je bila zgodba, kako je imel Jack Doohan samo denarja za 7 velikih nagrad. Nato je prišel Franco Colapinto s svojimi podporniki in sedaj imamo Alexa Dana, ki ima tudi dokaj obsežno doto. In seveda tu ne smemo mimo dejstva, da je Alex Dan izjemno kontroverzni voznik. Lahko bi dejali, da je malce preveč vročekrven in da marsikdaj ne razume ali pa nalašč ne spoštuje pravil tistih športih na progi. In verjetno marsikdo, ki sledi tej kategoriji, se bo strinjal z menoj. Lahko bi po eni strani dejali, da je bil Alex Dan nekako primeren za akademijo Red Bulla, kjer bi lahko nadomestil karakter Dennisa Haugna, ampak Dennis Hauger je seveda prisoten sedaj v ameriški seriji IndyCar, kjer bo lahko pokazal svoj divji talent. Kaj bo s tem Ircem, bomo pa videli. A zaenkrat je situacija takšna. Poglejmo si, kaj se je zgodilo v tretji današnji temi. Naša tretja tema se bo pa dotaknila članka, ki je bil objavljen 17. februarja v spletnem portalu motorsport.com v angleškem jeziku. Namreč, kot verjetno dobro veste, naj bi pri Petronasu imeli rahlo zamudo pri homologaciji goriva za sezono 2020. In v članku lahko preberemo, da pravzaprav z samo sestavo sintetičnega goriva naj ne bi bilo nič narobe. Težava je v tem, da pri Petronasu niso še homologirali postopka pridobivanja raznih komponent v njihovi mešanici. In sedaj, da bomo bolje razumeli. Namreč v sezoni 2025 je bilo dovolj, da je dobavitelj poslal vzorec v laboratorij. Sedaj, ko imamo sintetična goriva in biološka, je pa potrebno homologirati tudi postopek proizvodnje. Seveda vse zato, da bi bili ogljično čim bolj nevtralni. In tu se ne bomo spuščali v polemiko. Namreč pri Petronasu imajo težavo praktično homologirati ta postopek, oziroma so v zamudi, nikjer ne piše, da jim to ne bo uspelo do velike nagrade Avstralije. In seveda, ukolikor bo prišlo do zamude, bodo uporabili začasno mešanico goriva, kar pomeni, da določen element ne bo prisoten v tisti mešanici in v trenutku, ko bodo homologirali vse, ga bodo dodali. A tu je treba poudariti še nekaj. Nekaj, kar mnogi viri izpustijo ali pa nočejo povedati. Namreč do tega trenutka so homologirali le 2 gorivi, ki bosta prisotni na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. Tisto, ki ga dobavlja Shell in gre za biogorivo, in ono, ki ga pripravlja British Petrol Cast. In seveda gorivo, ki ga bomo videli pri Audiju.
Pri Petronasu imajo zamude, ampak homologirali svojih goriv niso niti pri Mobil One Eso, torej dobavitelju za Red Bull in Racing Bulls, in smemo pozabiti na Aramco Valvolaj. Ampak o teh dveh dobaviteljih v raznih člankih ni ne duha in ne sluha, da bi bilo karkoli narobe. Mogoče ima nekdo nekaj proti Petronasu, ne vem. Videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo, ampak ne verjamem, da na veliki nagradi Avstralije bi kdo manjkal na štartnem razporedu. Toliko o tem, poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa se bomo kot običajno ustavili pri tisti malce bolj obstranski temi. Namreč, kot smo lahko prebrali na spletnem portalu Scuderia Fans 17. februarja, imajo organizatorji velike nagrade Španije v Madridu zamudo pri izgradnji proge. Najprej je treba poudariti, da gre za tako imenovani hibridni tip proge, kjer bo polovica približno potekala po mestnih ulicah, druga polovica pa na stalni progi. In seveda v raznih virih smo lahko videli, kako se nekateri celo rogajo situaciji, v kateri so se znašli Španci. A ne smemo pozabiti, na koledarju je ta dirka 13. septembra. Torej, lahko bi dejali, da je časa še dovolj, samo novih zamud si ne smejo privoščiti. In seveda, zopet se je pojavila želja oziroma teorija, da bi lahko vstopila v zadnjem trenutku celo Imola. Ampak tu menim, da je realno gledano izjemno majhna možnost. Namreč ne smemo pozabiti 13. september, to je dirka, ki bi na koledarju bila tik za veliko nagrado Italije. In nekdo bi si zamislil, da po tistemu, kar bomo videli v Monzi, bi bila publika pripravljena plačati in iti v Imolo, gledati naslednjo dirko, izjemno malo verjetno. A tu bi prej videli, da bi dirka odpadla in bi jih bilo let 23 na koledarju, kot da bi na vrat na nos na silo zopet dobesedno vsilili dirko v Imolo. Da se razumemo, sam nimam absolutno nič proti progi Enza in Dina Ferrarija, ampak treba je biti realen, tako kot je sestavljen koledar, praktično, ukolikor odpade ta velika nagrada Španije, je dirka na progi ob rečici Santerno najmanj primerna. A videli bomo, kaj se bo zgodilo, namreč organizator si ne sme privoščiti več nobenih resnih zamud, lahko mu celo uspe končati dela malce pred tistim datumom, ki so ga določili. A, kot vam je jasno, za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.